Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod s vami. In s tvojim duhom. Nihče od nas si niti v sanjah ni predstavljal, da bo Zaloška cerkev ostala zaprta toliko časa in da bo naš zavetnik sveti Lovrenc sameval v njej. Prav on pa nas je danes zopet združil. Za nami je težko leto, ko smo veliko časa bili socialno izolirani in v svojih domovih. V tem času smo se večkrat vprašali, kdaj bomo lahko zopet normalno zaživeli in začeli ob nedeljah in praznikih zahajati v našo cerkev. Med nami je danes nekdo, ki se je v svojem življenju večkrat srečal s podobnimi situacijami, za katere smo mi le slišali, nismo pa si mogli predstavljati, da se nam to lahko zgodi. Gospod Danilo Lisjak, za vaš 70. rojstni dan, 40 let od mašniškega posvečenja in 35 let misionarskega poslanstva vam iz srca želimo veliko zdravja in Božjega blagoslova, ter da bi se z vami še dolga leta lahko družili. Hvala vam za vse. Pri tej sveti maši združimo moči v molitvi in prosimo svetega Lovrenca, da nam pomaga pri tem, da ga bomo kmalu lahko zopet obiskovali in častili. Pogrejmo se danes pri tem svetem učencu, ki je bil zgled tudi našim prednikom, da bi te vrednote, ki nam jih ta čas prav narekuje, da jih postavimo v pravilno vrsto, kaj je najbolj vredno v našem življenju. To je pravzaprav današnje praznovanje. Ne bomo nič godrnali, postavimo v svojem življenju vse stvari na svoje mesto, kaj je prioriteta, kaj je sekundarno in kar so pleve in ob čem se lahko grejemo. In sveti Lovrenc, ta kraj molitve, svetosti, kjer so vsi naši pokojni, vsi naši predniki, kjer so vsi njihovi napori tukaj, to je svet kraj. Nič ne žari, nič, ni nobene druge energije. Energija je svetost naših prednikov, ki jo hočemo potrditi in ki jo hočemo tudi sami živeti. Če nismo bili taki na začetku svete maše, iskreno obžalujmo, pa sklenimo tudi, da bomo sledili, da bomo hodili po tej poti za Jezusom, ki je kruh življenja, ki je naša moč in naša svetost. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega odpustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, pogani veščega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Christus,
Molimo. O Bog vse dobrote, sveti diakon Lovrenc je bil iz goreče ljubezni do tebe zvest v tvoji službi in slavem mučeništvu. Tudi mi naj tebe ljubimo kot on in ti po njegovem zgledu služimo z dobroto do ubogih v našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Prvo berilo. Elija je hodil v moči Božje jedi. Berilo iz prve knjige Kraljev. Tiste dni je Elija šel naprej v puščavo dan hoda. Prišel je in sedel pod samotno bodičevje. Želel si je smrti in rekel: dovolj je, zdaj, Gospod, vzemi moje življenje, saj nisem boljši kakor moji očetje. Legel je in zaspal pod bodičevjem. A glej, dotaknil se ga je angel in mu rekel: vstani in jej. Ozrl se je in glej, pri njegovem vzglavju je bil hlebček na vročem kamenju pečenega kruha in vrč vode. Jedel je in pil, pa spet legel. Gospodov angel pa je prišel še drugič, se ga dotaknil in rekel: vstani in jej, sicer bo pot zate predolga. Vstal je, jedel in pil in v moči tiste jedi potoval 40 dni in 40 noči do Božje gore Horeb. Poslušali smo Božjo besedo. Drugo berilo. Živeti moramo v ljubezni kakor Kristus.
Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. Bratje in sestre, ne žalostite Božjega svetega duha, s katerim ste bili kot s pečatom zaznamovani za dan odrešenja. Naj izginejo med vami vsakršna ujedljivost, vsakršno besnenje, jeza, rohnenje in preklinjanje, za vsakršno hudobijo vred. Bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni, ter drug drugemu odpuščajte, kakor je tudi vam Bog milostno odpustil v Kristusu. Posnemajte torej Boga, saj ste njegovi ljubljeni otroci in živite v ljubezni, kakor je Kristus ljubil nas in je daroval sam sebe za nas, kot blagodišečo daritev in žrtev Bogu. Božja beseda. Bogu hvala. Gospod govori, aleluja, svoj mir nam dari, aleluja, prijatelja naš, od vsega sveta, aleluja, Gospod z vami. in svojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas so Judje godrnali nad Jezusom, ker je rekel, jaz sem kruh, ki sem prišel iz nebes. In so govorili, ali ni to Jezus, Jožefov sin, njegovega očeta in mater poznamo. Kako more zdaj govoriti, iz nebes sem prišel? Jezus je odgovoril in jim dejal, ne godrnjajte med seboj. Nihče ne more priti k meni, če ga ne pritegne Oče, ki me je poslal, in ga jaz bom obudil poslednji dan. Pri prerokih je zapisano, vsi se bodo dali poučiti Bogu. Vsak, kdor posluša Očeta in se mu da poučiti, pride k meni. Ne rečem, da bi bil kdo videl Očeta, samo tisti, ki je od Boga, je videl Očeta. Resnično, resnično povem vam, kdor veruje, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vsi očetje so jedli v puščavi mano in so pomrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da tisti, ki od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom jaz dal, je moje meso za življenje sveta. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Lepo pozdravljam sem, predvsem voščila vsem Lovretom, Laurem, Lovrenčkem, tem malim in tem velikim. Bomo moliti tudi za pokojne, a ne? Vse, ki jih imamo v misli, danes v našem srcu, lepo praznujmo. Ja, lockdown reče v angleščini, bo spet nekaj zaprto. Ma nam grozijo, uživajmo ta trenutek tukaj v Gospodu, v tem svetišču svetega Lovrenca, našega mučenca in zavetnika, te fare. So prišli skupaj, veste, da iščemo skupnost, ne? Vsi radi pridemo domov. Ja, in še, ko so obnavljali to cerkev, bom takole manj po naše govoril, ne. Ja, vesel sem, da ste prišli tudi na romanje, nekateri prav odalč, ne, vas je nekaj stalo, da ste prišli. Ma danes nisem svet Lovrenc, vidim tudi Dominik, je svet Dominik danes tudi, a ne. Svet Lovrenc pride v torek. Ko so zidali to cerkev, mi je neko povedal, da se tele delovce, ko so tele
temelje odkopavali, da so napravili lepo izolacijo spodaj, kot so naše hiše tudi izolirane, fejst, vlahe. In kaj je zanimivo, je rekel, nekdo je rekel, da smo videli vse tiste kosti prav položene na temelje, okrog in okrog temelja. Sem rekel, kaj je pa to? To nas je začudilo. Vi ste živi kamni, ne, te cerkve. In tu je verjetno bila vira teh pokojnih, da so postali ne kosti nekam vrgli, ampak v temelje cerkve so jih postavili. Ne. Mi smo temelj te žive stavbe, o kateri tudi Jezus govori, ki se hrani z njegovim kruhom. Vrednote bomo spet postavili na pravo mesto. Vsak cajt ima nekaj lepega v sebi in moramo ga živeti kot takšnega, sprejemati, ne jokati, sprejemati. Joj, Gospod, da bi se lahko cepili, kaj vi mislite, svet mož in vse to, sem rekel, ne. Glejte, jaz sem poslušal papeža, ki se je šel prvi cepiti. Ne? In to smo zvedli celo v Afriko. In Don Bosko, smo tukaj s Hermanom, sinova svetega Janeza Boska, je rekel, rajši se motim svetim očetom, s papežom, kot imam prav s katerim kolim drugim. Torej poslušajmo cerkveno učiteljstvo papeža Frančiška, ki ga imamo vsi radi, ne, eni tudi ne, pa vse prav. Ne hodijo svoja pota, mi pa ostajamo pri žarišču Božjega nauka, bi rekel, tudi učiteljstva. In v tem je naša edinost in v tem je naša moč. Rajši se motim s papežem, kot bi imel prav s nekom drugim. Ne bomo, sej rečemo, ja, župnik, nite umet maše, ma verjetno smo mi več nemarni tudi. Pridite v cerkev vsi, ki imate potrdilo, da ste bili cepljeni. In neč ne dvomimo bolje kako, ne bo lih tebi, ne bo dovoljeno tebi tisto injekcijo strupa dali v žilo ali kamorkoli, ne. V to moramo biti pa res moč pravo verni, ne. Da zaupamo stroki, ne pa da se damo, ko bi rekel, zavesti raznim poročilom, televizija je rekla, radio je rekel in vse to, velike laži tam, ne. Veliko je tudi dobička nosnosti, da tako reče, da tako učijo, da jim to gre vse v eter, vse je dovoljeno, ljudje so zavajani danes, mi pa sledimo, kaj pa je rekel sveti oče. Ne. Mislim, da smo celo v Afriki bolj poslušni rimski, bi rekel, rimskem učiteljstvu, ne, ki je danes sveto učiteljstvo in ki nas povezuje, kam pa bi se razleteli. Imamo samo eno, samen poduk in to je papež Frančišek, ki je za nas svet človek, za ta čas, ki nas nagovarja, vse nagovarja in hitijo k njemu. Ne zato, da bi hoteli, da bi tam v Rimu občudovali tiste čudovite kamne, po kateri se hodi, ampak v Rimu je vsebina pod kamnom, je kri mučencev. Sem bil tudi sam v katakombah, sem imel svetega Kaliksta, sem imel to priliko, da sem tudi tja hodil, ne. In tega je vse zraslo, tu je bila energija, tu je bila moč, kot so naše cerkve, moč. Zakaj? Ker so v njih svetniki za vzgled, so naša moč, naša pot, ki jo moramo slediti, ki jo hočemo slediti. Kot Elija, ki je govoril resnico, ne, naj nam bo danes tudi Elija, ki govori resnico in zato je resnico je moral bežati, kam je šel na goro Horeb. Naša gora Horeb je tole čudovito svetišče svetega Lovrenca, kjer vsi radi pridemo, ker je gora Horeb, kjer nas Bog nagovarja. Zakaj je šel na goro Horeb? Hotel je iti nazaj k Mojzesu, na gori Horeb, cerkev svetega Lovrenca, rečemo, je hotel z Bogom govoriti. Bežal je, da se reši življenje.
Ampak zakaj? Da dobi, da to življenje, ki se je zdelo končano, obupano, ne, pravi, nisem boljši od naših očetov, si očita, vendar hočem to ljudstvo rešiti malikov, pravi, ali Jahve, ali Baal, maliki, tuji bogovi, ki niso naši. Mi sledimo Jahve, živega Boga, ki se je razodel Mojzesu na gori Horeb, žarečem gorečem grmu. Tu je hotel otepati Elija. Moram začeti nekaj novega, znova moram začeti. Tudi ta čas preizkušnje je čas Elije. Ne bežimo, ne? Moramo živeti ta čas. Ne? Sicer hitimo, on tudi hiti na gori Horeb, da bi srečal to svetost, da bi se spet, da bi preorientiral svoje življenje, da bi se okorajžil, ne pa da bi stokal. Puščava je simbol tudi težav, negotovosti, pomankanja. Ne? Potem vsa skupnost je bila proti njemu, ker je moral proti toku iti svojo mislijo in svojo resnico. Kako moramo tudi danes razbirati laž od resnice? Moramo razbirati znamenja časa. Ne, mi bomo pa sledili to pot in to je naša pot. In ko se zbiramo skupaj, ne, ob nedeljah, ne, boste prinesli certifikate, boste rekli, gospod, imamo vsi certifikate, pridite maševati Mašo Prvojčih. Bomo imeli vene, noter, ampak bomo pokazali, da ne lažemo, ne, da sledimo to, kar nas prosijo, da storimo. In s tem ohranimo sebe, ljubi svojega bližnjega, ne, kakor ljubiš svojega samega sebe. Ne, to je prva in edina zapoved, če hočete. Zato vzemimo življenje v svoje roke, zavestno in odgovorno in gradimo skupnost tudi s tem majhnim papirčkem, če hočete, ker ne se nekaj stav. Ja. To, sveti Pavel pa, torej, sami moramo narediti to pot, ne? Elija je dobil tisti vrč vode in tisti kruh, ampak je moral iti čez puščavo. Mi moramo tudi sami narediti, Bog nam ne bo dal vsega. Moramo hoditi skozi puščavo. Nam je dal dovolj moči in dosti pametni in vemo, zakaj gremo Svetemu Lovrencu danes. Vemo, zakaj gremo. Da poglobimo svojo pripadnost tej skupnosti, pripadnost Bogu, ne, ki nas je pri tej cerkvi ogreval, učil spoznavati Boga, njegovo ljubezen. Ne. Sveti Pavel pravi, da moramo potem živeti to ljubezen, da moramo brzdati malo svoj jezik in zelo namirnost in zajedljive besede morajo od nas, iz nas izginiti. Zakaj? Zato, ker je po svetem krstu smo dobili darove Svetega Duha. In darovi Svetega Duha vemo, kateri so: dobrota, usmiljenje, odpuščanje in vsi ti darovi se niso po vrsti imel, ne? Ampak tile gradijo to našo skupnost. Tako, in ta skupnost, ki se gradi po teh temeljnih kamnih dobrote, usmiljenje, odpuščanje, ne pa kakšno rivalstvo, da smo si nevošljivi, saj imamo si verjetno vsi vsega dovolj, ne? Ja, te tri temeljni kamni in še kakšen drugi zraven gradijo skupnost, ki je vesela, ki je mirna, ki je složna, harmonična, ki se gradi v sebi in ki je tudi pričevanjska. Naši otroci, gledajte, grejo za nami in nas gledajo, kako mi živimo. In to je prav. In veseli smo jih, kako reče, dober dan, hvala mami, ne? Hvala stara mama, in to je nam veselje. Tako moramo graditi, kot nam Pavel pravi Efežanom, to skupnost, posnemajte Boga, pravi. Na enem kraju pravi tudi, živite kot jaz, ne? Posnemajte mene, ne? Je bil Božji človek, hodite za mano, nič ni nesel s sabo, kjer je prišel, se je dal na razpolago skupnosti, jo učil, poučeval. In ta skupnost je imela zmeraj tudi za njega, nič mu ni manjkalo.
V evangeliju danes pa Jezus pravi, jaz sem kruh, ki prihaja iz neba. Pa ljudje so videli v njem samo človeško podobo. Kako more biti ta Božji sin, pravi, jaz sem prišel iz neba. A to je blasfemija, to je bogokletje, to ni možno. Bog je nekdo, ki se razodeva v blisku, v gromu, v potresih, je veliki kralj, ki se mora razodeti, ki bo dal, kako bi rekel, zemeljsko vladanje judovskemu narodu. Ne? To je bilo zmotno. Bog prihaja skrit v preprostem Bogu človeku, ki je Jezus, Božja podoba. Radi bi videli Boga, so prišli Grki k Filipu in ga prosili, ja, Jezusa bi radi videli. Pa kdo je Jezus? Božja podoba. Kdor vidi mene, vidi Boga, vidi očeta. Jezus nam je rodil očeta. Ne, glejte, Bog poganov je odsoten. Ne. Bog poganov je tisti, ki kaznuje grešnika, ki se distancira od njega in hvali samo tisto, ki so dobri. Ne, Jezus nam je razodel Boga kot očeta, ki je usmiljen, ki nas čaka, da pridemo nazaj, ki nas čaka, da se damo poučiti, vsi se bodo dali po Bogu poučiti. Ne, tako smo se mi tudi v preteklosti po naših starših, po naših duhovnikih, katehisti, danes katehistinjami, damo poučiti. Je prav veselje, ko vidite, mladi starši se bolj zavzemajo za otroke, manj jih je gotovo in jih sledijo, jih vzgajajo, so več časa z njimi in to je veliko, tu je vzgoja, bo kvaliteta, ki nas bo razlikovala in ki nas bo vodila k temu tudi nas, tej Božji gori Horeb, tej cerkvici Svetega Lorenca, vsako leto sklicana nazaj, ker je lepo tukaj, ne zato, ker je lepo vreme, ampak zato, ker sami gradimo svoje življenje po Božjem navdihu, ne, in tudi po kruhu življenja. Ne, jaz sem kruh življenja. Zakaj ta kruh življenja, pravi Jezus? Vaši očetje so umrli v puščavi, tudi mi jemo ta kruh, vemo, da ne bomo zmeraj jedli, ne, ampak da ta kruh, ki ga potem oplemenitimo s Božjim kruhom, ki je garancija za večno življenje, kot pravi Jezus. Torej je ta kruh, ne, in se pripravlja, da živi tudi, da je vreden tega kruha, ima v sebi večno življenje. Bo živel vekomaj. To je Jezusova obljuba. Prihodnjo nedeljo bomo spet razmišljali prav o tej temi, ampak bolj o Evharistiji kot takšni. Ampak danes Jezus pravi, meni sledite, jaz sem kruh življenja, jaz sem tista mana, ki je Bog poslal na zemljo, kdor hodi za menoj, bo hodil po pravi, jaz sem pot, resnica in življenje. Zaradi te resnice je moral ta Elija zbežati. Umakniti se. Jezus se je tudi maknil, ko je videl, da je hudobija. Večkrat se je umaknil, ampak kaj je šel? Moliti je šel. Ne smemo živeti v svojem srcu s kakšno negošljivost, s sovražnikom predvsem. Če je sovražnik, molimo zanj, ker vsega ne moramo spraviti. Naj Bog naredi tudi svoj korak do tega človeka, da bomo živeli lahko v miru in harmoniji, da bomo znali odpuščati, se sprejemati drugega in tako graditi tudi to skupnost. Ta kruh je hrana, vsako hrano absorbiramo, saj vemo, ne, asimiliramo. To je Božja beseda, ki mora vsako nedeljo, lepa Božjo besedo, ki jo slišimo v cerkev, mirno sedimo, jo nekako asimiliramo, postaje del nas sami, absorbiramo jo. In to je, damo se voditi temu Božjemu duhu, ki gradi skupnost in to je naša edinost. Bog nam vrača mir, da daje veselje, odpira srca drugemu, da se damo tudi mi na razpolago skupnosti, da jo grudimo in tudi prenašamo Božji nauk, torej Božje veselje ob kruhu življenja, ki je Jezus sam, na naše otroke,
na vse, ki prihajajo za nami, ki živijo z nami. Naj živijo tudi danes nekaj tega veselja, uveselimo se. Vsaka, pravi, jaz vedno sem rekel, ko Bog zapre ena vrata, bo odprl druga, pa še večno bolj širše, bolj široke. Zato smo veseli, da smo danes skupaj, praznujmo, zahvaljujemo se Bogu za zdravje, molimo tudi za tiste, ki so se morali hitro posloviti in nismo praktično imeli niti časa za sloves z njimi. Koliko jih je po svetu umrlo, pravi, da jih je že čez 4 milijone. Hvala Bogu, nismo bili med njimi, lahko pa bi bili. Molimo tudi zanje, veliko od njih so umrli v izolaciji, osamljeni. Ampak Bog je vedno s prerokom, Bog je po krstu vsakem od nas, nas drži za roko. Naše življenje je v Božjih rokah in vse, kar bo On odločil za nas, bo najboljše. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta vrnjen pred vsemi veki, in je Bog od Boga, luč na luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen je ustvarjen, enega bistva z očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se prelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bratje in sestre, na god svetega diakona Lovrenca, ki je nesebično služil v Bogi, svojo ljubezen pa potrdil z junaškim mučeništvom, zaupno prosimo. Bog, srčnost mučencev, naj Cerkev nikoli ne pozabi, da je rasla iz skrbi mučencev. Prosimo, da usliši nas. Naj zatiranje pravic revnih množic v Latinski Ameriki ne zavre napredka k pravičnosti in svobodi. Prosimo, da usliši nas. Naj trpeči kristjani povezujejo svoje trpljenje s Kristusovim križem in sodelujejo pri odrešenju. Prosimo, da usliši nas. Vse, ki so umrli, zapuščeni, osamljeni, darovali tako rekoč svoje življenje tudi za nas. Molimo, prosimo Gospoda, prosimo, da usliši nas. Molimo tudi za nas same, da bi vrednoto življenja kot takšnega, življenja vseh začetkov do smrti znali spoštovati kot velik Božji dar. Prosim, za nas. Molimo tudi še enkrat za vse revne, ki trpijo, pa ne, ki živijo v pomanjkanju. Živijo v pomanjkanju po vsem svetu, posebno v misijonskih deželah Afrike. Sej toliko vidimo to življenje po filmih, nas ne zadene, ampak so kristjani. Moj deželi zdaj je spet ni maša že 4 mesece, ker je ta drugi val virusa zelo hud. Nimajo cepiv, nimajo nič, kar je bilo, je korupcija tudi pojedla za bogate, je prišlo, ne. Tako da molimo za to, da bi jim Bog tudi njim pomagal, poslal potrebnih zdravil in moč, da bi ne trpeli in da bi lahko sodeležili tudi s kristjani vsega sveta del tega veselja in blaginje, ki jo mi imamo. Prosimo Gospoda.
Večni Bog, dobri Oče vseh ljudi, usliši naše prošnje, da bomo kristjani priče Tvoje ljubezni do ljudi in bomo v sedanjem svetu izpričali moč evangelske zapovedi po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod naš Bog, na praznik svetega diakona Lovrenca z veseljem prinašamo darove. Dobrohotno jih sprejmi, da nam bodo pomagali k odrešenju po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Višku srca. Imamo pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi, da se ti zahvaljujemo, res je pravično, da tebe, sveti Oče, slavimo. Tvoj sveti mučenec je po Kristusovem zgledu prelil svojo kri v slavo tvojega imena in tako razodel čudovito delo tvoje milosti. Človeški nemoči kaže svojo božjo moč in slabotne sile krepiš za junaško pričevanje po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato te združeni z angeli v nebesih na zemlji vedno slavimo in tvojemu veličastvu nenehno kličemo. Te prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.
skrivnost vire. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolnijo ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Jurijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se vseh pokojnih zaloščanov in drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli, svetim Lovrencem in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. O Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Jezus nas je naučil molitev Oče naš, da bi res vedeli, da smo vsi med seboj bratje in sestre, ter da imamo v nebesih Očeta, ki nas ima neizmerno rad. Zmolimo ta Oče naš in se med seboj povežimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, se hranili s kruhom življenja, ki ga Jezus daje. Popolni blaženja upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospodu mir bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Zdaj smo zunaj se dobro podali. Glejte, to je Jezus, kruh življenja, Jezus, on sam, ki hrani našo vero, našo pot na poti, ki jo hodimo.
kdor uživa ta kruh, uživi v vekomaj. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in zdravljena moja duša. Nasitil si nas svetimi darovi, po prazniku svetega diakona Lovrenca smo ti opravili dano daritev, naj nam podeli rast v milosti po Kristusu našem Gospodu. Amen. Bomo šli v procesiji do naslednjega oltarja. Slavimo Gospoda. Bogu hvala. Sweet
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: ne skrbite za življenje, kaj boste jedli, ne za telo, kaj boste oblekli. Saj je življenje več kot jed in telo več kot obleka. Poglejte vrane, ne sejejo in ne žanjejo. Nimajo ne shrambe, ne žitnice in vendar jih Bog hrani. Koliko več kakor ptice ste vredni vi? Kdo izmed vas pa more svojo skrbjo podaljšati življenje za en sam komolec? Če torej ne zmorete niti take malenkosti, kaj ste v skrbeh za vse drugo? Poglejte lilije, kako rastejo, ne delajo in ne predejo, toda povem vam, še Salomon v vsem svojem veličastvu ni bil oblečen kakor katera izmed njih. Če pa travo na polju, ki danes raste in jutri vržejo v peč, Bog tako oblači, koliko bolj bo vas maloverni. Zato tudi vi ne iščite, kaj boste jedli in ne kaj boste pili. Ne delajte s tem skrbi, po vsem tem namreč povprašujejo pogani tega sveta. Vaš Oče vendar ve, da to potrebujete. Iščite njegovo kraljestvo in to vam bo navrženo. Ne boj se, mala čreda. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Bratje in sestre, veški oče, ve, česa potrebujemo. Povrnimo se nam in ga prosimo. Stvarnik nebes in zemlje, pridružujemo se hvalnici, ki ti jo poje stvarstvo. Prosimo te, blagoslovi naše travnike in gozdove, polja in vinograde, da bodo bogato obrodili. Prosimo te, usliši nas. Bog vsega stvarstva, tvoja modrost nas vodi. Prosimo te, blagoslovi naše delo v tovarnah, uradih in delavnicah in nas varuj pred nezgodami. Prosimo te, usliši nas. Gospodar nebes in zemlje, tebi so pokorne naravne sile. Prosimo te, varuj naše kraje pred točo, pozebo, sušo, povodnjo, potresom in drugimi nesrečami. Prosimo te, usliši nas. Neskončni Bog, nebesa in zemlja so polna tvoje slave. Pomagaj nam, da bomo cenili sadove zemlje in varovali lepoto narave. Prosimo te, usliši nas. Bog naš Oče, vse, kar nas obdaje, je znamenje tvoje ljubezni. Hvala ti za vse, kar nam v svoji dobroti daješ, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Nebeški blagoslov naj varuje in ohranja naš kraj, našo domovino ter sadove zemlje, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen.
Syna Svätým Duchom. Chválimo i poveličujmo ga vekomaj. Slavljen si Gospod na nebesni višavi. I hvale vredan i slavan i poveličevan vekomaj. Gospod, usliši moja molitev. I moj klic naj pride k tebi. Gospod z vami. I s tvojim duhom. Molimo. O Bog, tvoja milosrčnost je neizmjerna i dobrotljivost i zaklad neskončen. Tvojemu premilostlivemu veličastvu se zahvaljujemo za podeljene darove. In tvoje usmiljenje vedno prosimo, ne zapusti njih, katerim na njih priprošno pedeljuješ, česar želi, marveč jih pripravi za prihodnja darila, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Božja pomoč ostani vedno pri nas. Amen. Zakradnut do srca kosti,
ovom čudovitem zakramentu zapustil spomin svojega trpljenja. Daj nam, da bomo svite skrivnosti tvojega telesa in krvi tako častili, da bomo vedno v sebi čutili sad tvojega odrašanja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Bog vodi hvaljen. Hvaljeno bodi njegovo sveto ime. Hvaljen bodi Jezus Kristus, pravi Bog in pravi človek. Hvaljeno bodi ime Jezusovo. Hvaljeno bodi njegovo presveto srce. Hvaljena bodi njegova predragocena kri. Hvaljen bodi Jezus v najsvetejšem oltarnem sakramentu. Hvaljen bodi Sveti Duh Toražnik, hvaljena bodi vzvišena Mati Božja, presveta Devica Marija. Hvaljeno bodi nesveto in brezmadežno spočetje, hvaljeno bodi njeno slavno vnebovzetje, hvaljeno bodi nedevice Mate Marije, hvaljen bodi njen prečisti ženi Sveti Jožef, hvaljen bodi Bog v svojih angelih in svetnikih. Pojdimo v miru. Bogu hvala.